Živjo, danes bomo spoznali čas past simple, oziroma angleški preteklik. Angleški preteklik past simple uporabljamo, kadar govorimo o zaključeni preteklosti, o preteklih dogodkih in za pretekle navade. Ponavadi ga uporabljamo, kadar srečamo prislove yesterday, kadar srečamo prislovna določila časa, kakor so pretekli datumi in pretekle letnice, ter vezniki last, ago, when in where. Zdaj pa, kako se tvori past simple? Kadar imamo pravilne glagole, takrat k glagolu dodamo končnico ed za vse osebe. Pri tem moramo paziti, če so glagoli enozložni in se končajo na soglasnik, potem se ta soglasnik podvoji. Se pravi stop, se p podvoji in nastane stopped. Ponavadi se to dogaja pri soglasnikih, kot so t, p, d, b, g, m, n, l in r. Druga pa je, kadar se glagol konča na y, takrat se y spremeni v i, ed, če stoji soglasnik pred y. Se pravi study, d stoji pred y in y se spremeni v i, ed, se pravi studied. Potem imamo pa tukaj nepravilne glagole, ki se jih je treba žal naučiti. Nepravilni glagoli so ponavadi navedeni v seznamih na koncih učbenikov. In sicer pod drugim stolpcem, se pravi druga oblika glagola, tudi temu pravimo. Prav tako pa za vse osebe dobi enako obliko in sicer I drank ali pa she drank enako ostane. Pri nikalnih povedih glagol zanikamo z didn't. To prav tako velja za vse osebe. I didn't drink coffee, she didn't drink coffee. Pri tem moramo paziti, da drink ne dodamo končnice ed oziroma ne uporabimo druge oblike. Pri vprašanjih pa ta did skoči na začetek, se pravi did I drink coffee ali pa did she drink coffee, prav tako did velja za vse osebe in glagolu ne dodajamo ed oziroma ne uporabljamo druge oblike. Kadar srečamo vprašalnici who in what za osebek, takrat did ne uporabljamo pa končnico ed pri glagolu. Pravi, oziroma drugo obliko. What happened, oziroma kdo ali oziroma kaj se je zgodilo. Kadar who oziroma what uporabljamo za predmet, oziroma se vprašamo koga ali kaj, takrat did uporabimo in ne uporabimo končnice ed. Se pravi, what did you do, oziroma koga ali kaj si naredil.